Dober dan, gospe in gospodje. Proti pričakovanjem večine javnosti na začetku tega mandata sem prepričan, da bo slovenska vlada do konca tega mandata uspešno opravila svoja dela, teh ni malo in naše ljudi, ki so nam zaupali mandat leta 2008, v tem smislu presenetila pozitivno. Sprva ni kazalo tako, Slovenija je takoj po, to je bilo seveda naključje, po prevzemu vajeti državne politike strani nove koalicije zašla v resne težave in se soočila kot vse druge moderne države s celo vrsto dilem, ampak ko danes na polovici mandata pogledam nazaj, vidim, da smo se na strateških križiščih pravilno odločili in da nam je to omogočilo, da že na polovici mandata lahko ocenimo, da je Slovenija na dobri poti. Če bomo, in v to sem prepričan, dokončali mandat, pa bomo lahko naše delo ocenili uspešno. Ne glede na izbiro volivcev na naslednjih volitvah, bo lahko ta vlada z zadoščenjem pogledala na svojo dediščino. Poglejmo zdaj, zakaj nekaj takih optimističnih razlag našega dela. Če pogledamo pregled izvajanja izhodne strategije, lahko vidimo, da smo jo sprejeli v začetku prejšnjega leta in da smo ob koncu leta, torej vsega v dobrih 350 dneh, 4/5 zakonov spravili pod streho. Ob upoštevanju standardnega deficita pri izvajanju sklepov, v politiki, zlasti slovenski, je bilo v navadi, da se sicer sprejme sklepe, v resnici pa se jih ne. Vidimo, da smo to staro, slabo prakso odpravili. Poglejmo zdaj pregled izvajanja prioritet, ki smo si jih dali do konca mandata. Prav naključje nič drugega je hotelo, da je bilo lani predvidenih 27 zakonov, da jih je tudi v prioriteti 27 in kot vidite, potem, ko smo jih sprejeli na ravni vlade, ko smo jih predstavili državnemu zboru in so bile te pravzaprav v eni konstruktivni razpravi v državnem zboru načeloma sprejete z vseh poslanskih strani, bolj se je postavilo vprašanje, ali bomo sposobni izvesti reforme. Naj povem, da smo se tega, tako kot smo se lansko leto, tudi letos lotili zelo resno in da so nekateri premiki že vidni, večina zakonov pa je v pripravi in se bodo v aprilu, maju in juniju znašli na ravni vlade, tako da bi lahko v drugi polovici leta prestali, upam, v večini tudi parlamentarno razpravo in bili konec leta v začetku prihodnjega tudi z prioritetami na 6 področjih uspešni. Rad bi povedal, da je torej slovenska vlada v drugi polovici mandata, koalicija in vlada za jasno vizijo, da je doslej uspela na prelomnih, ne vedno, brez napak in brez podrsljajev, to vedno povemo, na prelomnih križiščih sprejeti odločitev v pravi poti. Jaz mislim, da je bilo izjemnega pomena, to se danes kaže v vsej nazornosti, bilo potrebno urediti odnose z našo južno sosedo, da se socialni konflikti ne bi prenesli v nacionalne. Danes za voljo tega nimamo pri nas nobenih skrbi. To je zelo pomembno. Uredili smo seveda to tako, da smo zaščitili naše nacionalne interese in da smo seveda omogočili sosednji Hrvaški, da nadaljuje pogajanja. To je bila strateška odločitev. Nekateri bi še danes rekli, da se je morda vlada kakšnega ekonomskega ukrepa lotila prepozno ali pa morda manj ambiciozno, vendar vam bi rad danes nekaj povedal. Če se ne bi takrat v prvi polovici leta 2009 odločili, da rešimo vprašanje odnosov s Hrvaško, ker smo vedeli, vsaj jaz sem se tega zelo dobro zavedal, ker sem se s tem vprašanjem ukvarjal 20 let, ne bi uredili pravočasno na pravičen način v obojestransko korist, potem nam odlašanje s tem problemom, kljub temu, da bi se osredotočili na gospodarske in socialne probleme, danes ne bi nič pomagalo.
kot bumerang bi se vrnila ta razprava o nerešenih vprašanjih med državama. Konflikti, ki smo jih bili navajeni in so bili praktično folklora odnosov med Slovenijo in Hrvaško na meji in sicer, bi se stopnjevali in bi iz političnih prerasli v varnostno situacijo. Tega danes ni. Slovenija se je lahko takoj po ureditvi odnosov fokusirala na gospodarska in socialna vprašanja. V letu 2009 in 2010 smo poskrbeli za socialno varnost naših ljudi, v letu 2011 in 2012 bomo poskrbeli za konkurenčnost, ki je bistvena za nadaljnjo socialno povezanost.